bi se preselila na naslednjo predstavitev. Tukaj pa imamo še en ukrep, ki je pa namenjen habitatom ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, predstavlja pa ga bo Nastja Kosor iz Zavoda za varstvo narave. Gre za rezultate pilotnega projekta v okviru ukrepa sodelovanje. Gospa Nastja, boste lahko delila. Ja, lep pozdrav tudi moje imenu. Samo trenutek, da naštimam. A se vidi? Vidi se, jaz še, če delite kot dia projekcijo. Tako? Super. Ja, tako, hvala. V redu, hvala. No, zdaj v nadaljevanju bi predstavila še rezultate projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR, torej habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. Kot je že povedala Tanja, se izvaja v okviru ukrepa sodelovanje. Gre za krajši pilotni projekt, ki se je začel lani oktobra in bo trajal še do konca januarja naslednje leto. Smo pa v bistvu imeli kar široko projektno partnerstvo in v okviru tega partnerstva smo iskali skupne rešitve za spremembo tega obstoječega ukrepa. No, kot pove že samo ime projekta, smo se osredotočali na obstoječi ukrep habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki ga vsi verjetno dobro poznate, saj je v bistvu vključen v program razvoja podeželja že od leta 2007. In je namenjen ohranjanju ugodnega stanja kosca in drugih talnih gnezdilk. Zdaj obvezne zahteve so, da je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta dalje, da se v bistvu omogoča uspešno speljavo gnezd tem talnim gnezdilkam. Prepovedana sta gnojenje in pa paša in pa potrebno je obvezno izvajanje košnje od enega roba travnika proti drugemu ali od sredine travnika navzven. Zopet zato, da tudi v času košnje se lahko ptice uspešno umaknejo pred kosilnico. Zdaj v vseh teh letih izvajanja tega ukrepa so se začeli pojavljati določene pomanjkljivosti oziroma problemi z izvajanjem. Recimo vsakoletna pozna košnja, torej po 1. avgustu, lahko na nekaterih območjih predstavlja problem zaradi pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Posebej recimo je problematična zlata rozga, recimo na Ljubljanskem barju. In z vsako leto pozno košnjo seveda te rozge se ne odstranjuje uspešno, ne omejuje in tudi ta polja zaraščena zlato rozgo tudi niso več ustrezen habitat za kosca. Razmišljali smo tudi o ciljnosti tega ukrepa, ali je pozna košnja obvezna tudi na travnikih, kjer se kosec v tekočem letu ne nahaja. In pa želeli smo tudi povezati podatke, ki so dostopni, torej podatki iz monitoringa ptic, ki poteka vsako leto in v okviru tega monitoringa tudi monitoring kosca. In ker so ti podatki torej dostopni, smo jih želeli še bolj povezati z izvajanjem tega ukrepa. Želeli smo nasloviti tudi težave z nizkim vpisom, saj je vpis v ta ukrep še vedno prenizek, da bi zagotavljali ugodno stanje. In zato smo tudi razmišljali, kako lahko ukrep preoblikujemo, da bo v bistvu še vedno ustrezen in pa da bi lahko k vpisu privabili več kmetov. Naš projektni predlog smo nato razdelili v bistvu na 2 dela. Prvi del je v bistvu upravljavski del, kjer bi bile določene te zahteve, ki jih kmet mora opraviti, da prejme na koncu plačilo. Sedaj so tudi vsi ti ukrepi pri nas upravljavski. In tukaj smo postavili 2 možna datuma košnje glede na prisotnost kosca. Vsi ti travniki, kjer bi bil v tekočem letu popisan kosec, bi bili košeni od 1. avgusta tekočega leta dalje, kot je to sedaj. Na travnikih, kjer pa v tekočem letu kosec ne bi bil popisan, pa bi se lahko pokosili prej. Za datum zgodnejše košnje smo določili 10. julij, ker ta datum še vedno podpira tudi
druge talne gnezdilke, katerim je ta ukrep tudi namenjen. Potem pa v drugem delu smo razmišljali tudi o tem, kako bi lahko še dodatno nagradili tiste, ki v bistvu pri izvajanju tega ukrepa dosegajo nek pozitiven rezultat. Zato smo del ukrepa oblikovali tudi kot rezultatsko usmerjen del, o katerem pa malo več v nadaljevanju. Torej, če bi si najprej pogledali predlog novega ukrepa VTR, predlog upravljavskega dela. Kot sem povedala, bi šlo tukaj v bistvu za 2 potencialna datuma košnje glede na prisotnost kosca. In zdaj bi razložila v bistvu samo metodologijo, kako bi se te površine in datumi košnje določali. Torej, kot sem omenila, vsako leto poteka monitoring kosca, kjer se določijo točne lokacije pojočih samcev. Na območjih potekata 2 popisa. In tukaj, če si pogledamo spodnjo sliko, kjer so prikazane pike, so prikazane te lokacije pojočih samcev, ki se torej natančno določijo. In mi smo metodologijo zastavili tako, da bi se okoli vsake lokacije, vsakega popisanega kosca določil poligon z radijem 150 metrov. To je v bistvu območje, za katerega predvidevamo, da je v bistvu življenjsko območje tega kosca in tudi v katerem si bo potem samica naredila gnezdo, in to območje bi moralo ostati območje pozne košnje, torej od 1.8. dalje. Zdaj pa gledali smo tudi v bistvu malo bolj natančnejše, kako bi določili gerke, ki segajo v ta krog, in datum košnje glede na v bistvu te kriterije. In sicer smo gledali tako, da v bistvu, če je nek gerk vpisan v ukrep VTR, se v prvi fazi pogleda, ali sega v ta 150-metrski krog ali ne. In če ne sega, v bistvu je košnja dovoljena že od 10. julija dalje. Če pa sega v ta 150-metrski poligon okoli kosca, potem pa se gleda v bistvu površina gerka, ki sega v ta krog. In če je površina gerka večja kot 2500 kvadratnih metrov površine, potem se avtomatsko ta gerk mora kositi od 1.8. dalje, saj sega z veliko površino v ta koščev krog. Če pa sega v poligon z manj kot 2500 kvadratnih metrov površine, smo pa potem določili še en dodatni kriterij, in sicer smo gledali tudi, koliko v globino tega kroga sega ta gerk, torej proti pojočemu samcu. Torej, če sega manj kot 50 metrov v notranjost tega poligona, kot je recimo tukaj na sliki prikazan zelen gerk spodaj desno, potem je košnja dovoljena od 10.7. dalje, torej zgodnejša košnja. Medtem pa, če sega več kot 50 metrov v notranjost tega poligona, pa je košnja dovoljena od 1. avgusta dalje. To je bila v bistvu ta metodologija, ki smo jo določili, in glede na to metodologijo bi se vsako leto vpisa v ta ukrep pri posameznem upravičencu pogledalo, v bistvu glede na aktualne podatke popisa kosca, kateri so ti gerki, ki bi se morali kositi pozno, kateri so tisti, ki bi se kosili prej. In tudi tisti, ki bi bili vpisani v ukrep VTR, bi torej vsako leto dobili posebno obvestilo, kjer bi bile natančne informacije o številu gerka in pa o datumu košnje na tem gerku. Letos smo v bistvu izvedli tudi preizkus, kjer smo na nekaterih površinah preverili, kako bi se te površine glede na podatke o koscih in metodologijo kosile. V projektu je namreč sodelovalo tudi 7 kmetijskih gospodarstev iz območij Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Snežnik Pivka in pa Planinsko polje. In v bistvu za te smo preverili, na kakšen način bi se površine kosile glede na predlagano metodologijo. V projektu je z nami sodelovala tudi Agencija za kmetijske trge in oni so potem tudi poslali vsem tem kmetom, ki so sodelovali v projektu, poskusne dopise, kjer je bilo v bistvu navedeno, kakšen je datum košnje za posamezen gerk. Seveda je pa šlo letos le za preizkus, zato so kljub tem poskusnim dopisom
vsi kosili po 1.8. skladno z ukrepom. Če pa seveda bi ta ukrep se začel izvajati, bi bila pa to neka praksa, ki bi se izvajala in smo nekako tudi preverili sam ta pretok informacij in pa tudi, ali je bilo kmetom to razumljivo in kako bi to potekalo v prihodnje. Zdaj, poleg samega upravljavskega dela smo razmišljali tudi o tem, kako bi v bistvu vpeljali še neko plačilo za doseganje pozitivnega rezultata za vse te upravičence, ki v bistvu uspešno izvajajo ukrep VTR, torej pozno kosijo, izvajajo obvezen način košnje, odstranjujejo tudi na teh svojih površinah invazivne tujerodne vrste, če se le-te pojavljajo, in tako v bistvu dolgoročno ohranjajo vlažne ekstenzivne travnike. In ti upravičenci bi dobili plačilo za doseganje pozitivnega rezultata na teh površinah. Kot pozitiven rezultat smo opredelili prisotnost pojočega samca kosca na opisanih površinah, torej na vseh teh površinah, ki bi bile v območjih pozne košnje, torej kjer bi bil popisan pojoči samec in v radiju potem 150 metrov, bi se dodelilo plačilo za doseganje pozitivnega rezultata. Tukaj smo razmišljali namreč tako, pojoči samec v bistvu privablja samico in nekje v bližini si bo kasneje tudi naredila gnezdo in sama prisotnost samca tako nakazuje na prisotnost gnezitvenega habitata. So pa pomembne tudi površine malo širše od samega gnezditvenega habitata, torej prehranjevalni habitat, kjer se prehranjujejo samci, samice, kasneje tudi mladiči, kar je v nekem širšem območju travnika. Zdaj, kot sem povedala, smo tukaj za merilo postavili pojočega samca, namreč le on z nekim svojim notranjim bistvom izbere najboljše travnike, na nekatere se tudi vsako leto vrača, če so tisti najbolj kvalitetni, najbolj ohranjeni. Zdaj mi pa v bistvu lahko te travnike približno opišemo kot neke travnike, ki so najslabše produktivni. To so večkrat poplavljeni oziroma bolj mokrotni travniki. Na travnikih, to so travniki, kjer je malo invazivnih tujerodnih vrst, saj površine zaraščene z invazivkami za kosca niso primerne. To so tudi površine, ki so torej redno vzdrževane, kjer ni zaraščanja, ki so torej ustrezen habitat za kosca. Pri vsem tem v bistvu mora kmet za vzdrževanje teh površin in posledično tudi za doseganje pozitivnega rezultata, torej prisotnost kosca, v bistvu pokazati tudi neko razumevanje pri temu izvajanju ukrepa, mora torej izvajati te zahteve, recimo nameniti dosti površin, da v bistvu so primerne za to, da jih kosec potem izbere. Zdaj, za doseganje tega rezultata, gnezditvenega oziroma prehranjevalnega habitata, smo razmišljali, da bi se plačilo dodeljevalo v 3 stopnjah, kar bi si pogledali na naslednji skici. Torej, na skici so ponovno s pikicami prikazane lokacije kosca iz prvega in drugega popisa. V bistvu v teh popisih se tudi za določene osebke identificira, če gre to za isti osebek. V tem primeru so te krogi združeni v tako osmico, kar pomeni, da to predstavlja enega kosca iz 2 popisov. In v bistvu plačilo prve stopnje bi se dodeljevalo za prehranjevalni habitat kosca, torej za prisotnost prehranjevalnega habitata. To je v bistvu nekako širše območje okoli pojočega samca, ki predstavlja njegov življenjski prostor in pa območje, na katerem se prehranjuje. Plačilo prve stopnje smo določili, da bi se dodeljevalo za ta območja od 50 do 150 metrskega poligona, ki je označeno na sliki z rdečo puščico. Potem plačilo druge stopnje bi bilo višje plačilo. To bi bilo v bistvu za ta najožja območja okoli popisanih pojočih samcev,
torej to bi bila območja v 50-metrskih poligonih, okoljih pojočih samcev, nekako ta najbolj jedrna oziroma osrednja območja, kjer kosec privablja samico in kjer si potem tudi kasneje samica naredi gnezdo. Tukaj bi bilo plačilo višje. Zdaj na tej sliki tudi vidimo, da na nekaterih območjih pride do prekrivanja posameznih habitatov večjih koscev, torej na nekaterih območjih, ki so v bistvu dobra, kjer so razmere optimalne, da omogočajo nekako preživetje več posameznih koscev, pride do prekrivanja in tukaj bi v bistvu bilo prisotno še plačilo 3. stopnje, torej še višje plačilo za nekako zgostitve populacije. In medtem ko bi za 1. in 2. stopnjo določili nek fiksen znesek, bi potem pri 3. stopnji šlo za seštevanje posamezne stopnje. Torej, če recimo pogledamo tukaj, kjer je ta puščica, gre za gnezitveni habitat enega kosca in pa prehranjevalni habitat drugega in tukaj bi se potem te dve plačili sešteli. Plačilo pa v bistvu bi se dodeljevalo na hektar površine, torej na hektar površine, ki je vpisana v VTR in sega v posamezne poligone, ki so predstavljeni na tej sliki. Tako da v bistvu ta plačila bi dobili upravičenci, ki bi torej padli v območje pozne košnje, ki bi imeli na svojih površinah popisane kosce. Vsi ostali, ki bi padli izven teh krogov, bi pa še vseeno prejeli osnovno plačilo, torej za upravljavski del ukrepa. Tako da, kot sem prej povedala, projekt se končuje januarja, tako da zdaj smo nekako v zaključni fazi tega projekta, kjer v bistvu pripravljamo končni predlog, ki ga bomo to tudi posredovali v bistvu organu upravljanja programa razvoja podeželja MKGP, v bistvu za novo programsko obdobje. Smo pa tukaj v bistvu v tem projektu res sodelovali iz različnih organizacij, tudi kmete smo povprašali in smo nekako v bistvu skupnim sodelovanjem prišli do tega ukrepa, tako da upamo, da bo dovolj ustrezen tudi za kmete, da se bojo v prihodnje še bolj odločali za vpis in da bomo v bistvu te površine, kjer se kosti nahajajo, vzdrževali. In pa tudi v bistvu bomo še dodatno povabili tiste, ki so imeli na svojih gerkih popisane kosce, pa se za vpis v ukrep še niso odločili, in bi jih s tem plačilom tudi za rezultat še dodatno povabili sodelovanju in upamo tako, da bi se tudi vpis povečal. Tako da v bistvu to je z moje strani vse. Hvala za pozornost in če so še kakšna vprašanja. Hvala lepa, zelo zanimivo predstavitev. Se mi zdi en tak odličen primer ali pa demonstracija uporabnosti tega pristopa v okviru ukrepa sodelovanja, se pravi, da se res izkoristi te projekte za testiranje nekih inovativnih pristopov in pa predvsem tudi za, tako bi rekla, z administrativnega vidika, kot tudi z vidika dialoga med vsemi deležniki, ki so vključeni, seveda vključeni tudi s kmeti. Tako da mislim, da je to res en lep primer. Vidimo tudi pohvale strani ornitologov, da je bila zadeva dobro zamišljena. In ne pravi Katarina, in bi bilo treba tudi pri pripravi vseh ukrepov pristopati enako, tudi imeti čas, da se preizkusi. Tako da res hvala. Zdaj tukaj bi jaz pa ponovno povabila Emila k besedi. No, zdaj pa še Tatjane zmanjkalo, ali kako? Ja, Tatjana, izvoli, ja, te slišimo. Ja, sam nekaj bi k temu ukrepu, je sicer Brane verjetno že nekaj tudi v chat napisal, se mi zdi, da nekaj ta čas pisal.
Jaz bi mogoče k temu ukrepu rada dodala samo to. Vsekakor je zelo dobro zastavljen ta prenova ukrepa VTR, je potrebna. Motijo me edino stvari, ki me že dalj časa v teh obstoječih KOP ukrepih motijo, ker dejansko imamo 4 ukrepe, HAP, MET, VTR in STE, v realnem življenju pa govorimo o 3 vrstah živalskih. Ukrep VTR je ukrep za kosca, ukrep MET je ukrep za metulje mravljičarje, ukrep STE pa ukrep za barjanskega okačka. In to me izjemno moti, ker dejansko, če hočemo mi ohraniti biotsko pestrost, moramo gledati dosti širše. Te specifični ukrepi za vrste so vsekakor pomembni, nujni v tem stanju, ko smo zdaj biotske pestrosti. Vendar to so res specifike in nadgradnje nekih osnovnih recimo ukrepov, rezultatsko ali kako zasnovanih, ampak namreč gre za to, ker treba je gledati pri tem recimo dvostopenjskem ukrepu, glede na to, da če se ugotovi, da kosca ni, je mogoča košnja po 10. juliju, a ne. In to je ravno ta problem, ki sem ga izpostavila na začetku, v coni vpisa VTR-ja je velik, kar nekaj tipov različnih vlagoljubnih travišč, ne. In na teh traviščih poleg kosca gnezdijo tudi drugi ptiči, poleg tega je tu ogromno drugih vrst, tako rastlinskih kot blagoljubnih vrst žuželk. In recimo košnja po 10. juliju je za veliko, zdaj bom stališča samo od metuljev povedala, veliko, vsaj enih 10 vrst blagoljubnih dnevnih metuljev, katastrofa v tem času, ne? Ker so v nemobilnih stadijih, namreč ene vrste odlagajo jajčeca, druge so pa še v stadiju bub, preden se izležejo metulji, kar pomeni, če se to pokosi, se tem nemobilnih stadij se ne morejo umakniti in se jih odpelje enostavno iz travnika, ne. Tako da vsekakor jaz ta ukrep pozdravljam, vendar to, kar sem povedala na začetku, različne tipe travnikov imamo, treba je ciljati, kateri travniki točno so to in hkrati upoštevajo tudi ekološke potrebe drugih vrst tam prisotnih. Se pravi, prostorsko usklajevanje je nujno. Samo toliko. Hvala. Hvala za ta komentar. Pravi tukaj zelo v bistvu pomembna težava, se mi zdi, ki se nam pravzaprav tekom predstavitev večkrat pojavi, in to je prostorsko usklajevanje ukrepov. Se pravi, po eni strani prostorska ciljnost, je tisti problem, s katerim se ukvarjamo, se mi zdi zelo velik, druga je pa prostorska uskladitev v bistvu ukrepov. Torej, kje je možno oziroma kje spodbujati kaj. Tako da tle vsekakor bi jaz rekla, da je to neka vrzel, ki bi jo bilo dobro tudi v nadaljnih raziskavah še posebej naslavljati. Se pravi, kako res izboljšati to načrtovanje oziroma usklajevanje ukrepov. Ok, zdaj tlele smo na 12. uri. Aha, še Mateja Žvikar se je javila k besedi. Izvoli, Mateja. Ja, mogoče sem čakala, če bo Nastja se oglasila. Jaz bi rada v bistvu samo pokomentirala tole prostorske zagate, da v bistvu v okviru projekta smo tudi mi naleteli na te stvari in ravno ta teden smo se že sestali na prvem sestanku, kjer bomo poskušali te zagate, bom rekla, tudi prostorsko podrobno si pogledati, kakšne so situacije in kaj se da narediti. Ta problem v bistvu tudi v okviru projekta smo zabeležili in se tudi trudimo ga rešiti. Mogoče pa v bistvu sem še komentar na se pravi ime samega ukrepa ptice vlažnih travnikov. V bistvu gre za poimenovanje iz leta 2007, ko je ta ukrep v bistvu pač prvič prišel v program razvoja podeželja. In mene sicer takrat ni bilo zraven, ampak glede na to, kako so ostali ukrepi poimenovani, si predstavljam, da je šlo pa za neka splošna poimenovanja, ki bodo predvsem v pomoč potem pri komunikaciji s kmetom, da bojo kmetje pač razumeli, zakaj se gre, in vedno v bistvu so bile pač
se je temu sledilo. No? Tako da debata zdaj o tem, ali spremeniti ime ukrepa ali ne, mogoče je na mestu, ampak spet v bistvu s tem zavedanjem, to bojo pa v bistvu kmetijski svetovalci bolj pravi naslov, da bojo se lažje opredelili do tega, kaj recimo bi to pomenilo, ker so kmeti zdaj se ravno navadili na te kratice, VTR, MET in tako naprej, da bi zdaj v bistvu se pravi za iste, bom rekla, ciljne vrste samo ime spremenili. Kaj bi to pravzaprav potem v reakcijah pri kmetih povzročili? In zdaj, če v bistvu ne bo nekih večjih zagat pri kmetih, potem v bistvu seveda absolutno se lahko ta sprememba zgodi. Vkolikor v bistvu bo pač ocena, da bi prišlo do dodatne zmede, da zdaj kmetje ne vedeli, za kateri ukrep gre in tako naprej, je pa mogoče pravzaprav se ne toliko ukvarjati zdaj samim poimenovanjem in itak v bistvu strokovnjaki in vsi, ki v bistvu delamo na tem, vemo, o katerih vrstah se govori in tako naprej in se mogoče pusti sistem pač tak, kot je, zato da ga pač, ker ga kmetje prepoznavajo. Ampak kot rečeno, v bistvu bojo kmetijski svetovalci tisti ta pravi naslov, ki lahko kaj povedo, ali v bistvu iti v spremembo samega naziva ukrepa ali ne. Hvala. Hvala. Ja, tlele imamo tudi en komentar ravno na to, ne, od gospoda Antona. Pravi, da je VTR prepoznan in je škoda spreminjati ime. Ozadje so pomembna, učinki in obseg. Smo pa imeli tudi v chatu še nekaj potrditev tega, kar je Tatjana želela povedati, se pravi definitivno, ne, ko se pogovarjamo o teh ciljnih ukrepih, je seveda treba stvari kombinirati. Torej, eno so ukrepi, ki zagotavljajo ta osnovni, ki zagotavljajo, bi rekla, varovanje habitata, drugo pa so potem ukrepi za neke specifične vrste, ki imajo tiste posebne potrebe in tukaj je v bistvu treba te kombinacije potem iskati. Mislim, da tukaj je bil kar nekaj konsenza, da sta pač oba pristopa pomembna, je pa treba tudi oba ukrepiti. Ne? Še en komentar, prav tako, da so imena ukrepov že kar dobro usidrana med kmeti in bi zagotovo spremenjeno ime povzročilo nekaj zmede in morda tudi zaostanek v komunikaciji s kmeti. Nastja, še vi želite komentirati, potem šli pa naprej. Ja, mogoče samo še na kratko. Ja, dosti smo se v bistvu pogovarjali glede tega zgodnejšega datuma, ne. In smo nekako ta 10.7. je bil nekako kompromisen datum, da tudi za druge talne gnezdilke še ustrezen, katerim je ukrep tudi namenjen poleg kosca, ne. Tako da nismo se samo na kosca tukaj sredotočali, smo gledali tudi malo širše in vseeno je tudi ta 10.7. Še kasnejši datum kot recimo datumi za HAP. Je pa tako, da s temi plačili za rezultat bomo pa želeli v vpisu nekako pritegniti tudi tiste, ki še niso vpisani, tisti, ki imajo na površinah kosca, da bi nekako dobili še več teh površin, ki bi bile potem tudi pozno košene. Tako da bi v bistvu z vsem tem nekako poskušali tudi ta delež pozno košenih površin povečati s temi dodatnimi vzpodbudami. Okay. Hvala lepa. Jaz pa sedaj potem vabim, hvala tudi Nastji za res dobro predstavitev.